to plehko potrošništvo, ne, od raznih šefov na televiziji do raznih ATP-jev, pa 40 let starih vin, pa balzamikov, pa raznih takih sprevrženih traparij, ki so mogoče nam zgleda nedolžne, pa zanimive do neke mere, dokler ne vidiš za tem sistema. To pomeni zaplesti ljudi v neke lažne, za človeka v bistvu nepomembne aktivnosti. V to je zapletena sodobna družba. Vendar pa seveda ljudje spoznavajo zdaj pospešeno, da preprosto kmečko to cepivo v osnovi ni bilo namenjeno krepitvi našega zdravja. Zdaj številke prihajajo ven, vse večje število ljudi to začenja opažati, tako da upajmo, da bodo šoki prispevali k ozaveščanju malo hitrejšemu kot do sedaj. Res pa je tragično dejstvo, da ko spregledamo celotno smrtonosnost sistema, takrat smo običajno sami. Tako da eno glavnih orožij globalizma za obvladovanje človeške družbe je ohranjanje razpršenosti ljudstva, na drugi strani je pa vojaško organizirana globalistična sila. Zato je tudi, kar so pokazale tudi zadnje volitve v Sloveniji, veliko pozornosti in denarja namenjenega z globalističnih omrežij temu, da se ljudje ne bi skoncentrirano zagnali za preživetvene cilje.